Da, še veliko več od tega. Ne? Zakaj? Zato, ker mi se osredotočamo v večji meri na to, kar bi mi želeli, kar bi želeli uporabiti, želeli, da nas drugi vidijo v taki obliki, kot sami želimo, ali pa morda še več. Vendar, imamo včasih tudi primere, ko je uporaba ličil nujno potrebna. Recimo, imamo primere trajnih posledic, bodi si prirojenih znamenj, bodi si kasneje pridobljenih, ki jih je težko skriti ali prekriti. Danes imamo izdelke, ki nam to omogočajo in naša strokovnost, bomo rekli, na tem področju omogoča marsikateri osebi, da svoje življenje obrne v povsem drugačno smer. Kajti vemo, da nekateri ljudje, ki imajo take težave, so pogosto zaprti, pogosto ne želijo ali pa težko jim je v javnosti, predvsem mladim. In tukaj jim pomagamo na tak način, da njihov videz ustvarimo tak, kot ga imamo vsi ostali. Ja, nekateri so celo zakompleksani, rečemo po domače, samo zaradi videza in tukaj se pač preprosto da pomagati, ampak tega se lahko vsak človek nauči, je tako? Popolnoma vsak človek. Popolnoma vsak človek. In zanimivo je tudi na tečajih, ko upravljamo, kako nekatere ženske pravijo, jaz tega ne bom nikoli znala. In ko prikažemo določene tehnike, vidimo, da zna veliko več, kot sama predvideva, kot smo predhodno že omenili. No, nekaj znanja se da ukrasti tudi na spletni strani, ki je brezplačna. Imate tudi spletni časopis, ki je tokrat v mojih rokah, na televiziji. Tako. Naša lepota, kaj želite v njem dati kaj praktičnih nasvetov? Predvsem takih, ki jih v drugih medijih ni. To pomeni konkretne nasvete iz naše delovne prakse, kajti vemo, da mediji ponujajo nasvete, ki so si zelo raznoliki. Velikokrat, bomo rekli, tudi nekoliko drugače opredeljeni, glede na to, kar je v realnosti. Namreč praktične informacije morajo izhajati vedno iz praktičnih izkušenj, iz preizkušenj, se pravi, morajo izhajati iz kredibilnosti posameznika. To pomeni, da v naši skupini, ki jo združujemo, smo vključili profesionalne vizažiste, strokovnjake na posameznih področjih in zato želimo ponujati ljudem dejansko to, kar želimo predstaviti kot bodočim kupcem, potrošnikom, kakorkoli, kot neko vrednoto, kot neko prednost, ki jo lahko dobijo brezplačno, ki jo lahko dobijo strani strokovnjaka res na način, da lahko potem v praksi pravilno uporabijo. Ampak, gospod Gec, če tako vprašam, kaj je tista napaka, ki jo najpogosteje delamo povprečni ljudje pri ličenju? Preveč barv, premalo barv, preveč vsega, verjetno preveč tudi ni dobro. Najpogostejša napaka, zdaj ne vem, če sem lahko iskren, ampak bom pa bil. Najpogostejša napaka, ki jo zaznamujem pri uporabnicah ličil, je ta, da mi nenehno govorijo, kaj je na njihovem obrazu napak, kaj ni v redu, kaj ni dobro. In nihče od tistih, ki se liči, ne pride pa reče, poglejte, kako imam jaz to lepo, poglejte, kakšen obraz imam jaz. Vsak obraz je lep. Dva obraza nista enaka. Zamislite si, kakšne vrednote imamo na sebi. Vsak, ko vidi, pa nekako obraz ocenjuje. Bodi si iz nekih razlogov, ki so lahko v zavesti ali podzavesti, običajno v podzavesti. Če pa nekdo nas pripravi, da ga ocenjujemo v zavesti, ima to lahko zelo veliko prednost ali pa slabost, odvisno, v katero stran potegne. Ženske imate predvsem na obrazih izjemne vrednote zaradi tega, ker ponujate nekaj same sebi, kar velikokrat morda sama oseba tudi ne opazi. Zato smo vizažisti tisti, ki želimo pomagati, da opazite tiste lepe stvari, lepe poteze, ki jih obraz ponuja. Recimo, nekatera uporabnica reče, joj, poglejte moj nos, kako imam kriv nos. Nikoli ne rečem, jaz nikoli nobeni ne potrdim, da dejansko ima to, kar ima, kar ona vidi. Ona ima druge vrednote, ki jih ona ne vidi in te vrednote so pomembne. Mi lahko optično nos premaknemo, bodi si po dolžini, po širini, po njegovi legi, takšni ali drugačni. Obraz po dolžini, po širini ravno tako, oči lahko dvignemo, spustimo, lahko jih razširimo, odpremo, zapremo, karkoli želite, lahko naredimo z ličili. Pomembno je le, da nam to nekdo na pravilen način prikaže. In ko razumemo te postopke, ne da jih vemo, vendar razumemo,
takrat lahko ličila na preprost način uporabljajo z lahkoto. To se pravi, prvi cilj je poudariti tisto, kar nam je všeč, šele drugi cilj skrivati tisto, kar nam ni najbolj. Ja, zdaj vprašanje, kaj bi kdo želel skriti. Mi vizažisti želimo narediti obraz čim bolj svež, zato v prvi vrsti prekrivamo sence, ki padajo na obraz. In ko te sence jih, oziroma ne prekrivamo, temveč jih svetlimo, ko te sence posvetlimo, kaj se zgodi? Zgodi se to, da obraz postane bolj svež, spočit. In če tega ne storimo, seveda je lahko učinek ravno nasproten. Zelo pomembno je to predvsem pri poslovnih ženskah, ker včasih se zgodi, so neprespane, zelo utrujene in s tem vidno izničimo utrujenost. No, poslovni ženskah bova še govorila, ampak pravkar kažem eno fotografijo porok. Mislim, da nevesta je ponavadi tista, ki daje velik poudarek ličenju. Ja, res je. Poglejte, običajno, ko opazujemo slike, fotografije porok, nekateri rečejo, ja, veste, mene pa je ličil profesionalec ali pa profesionalka, vizažistka. Po slikah velikokrat opazimo, da to nima, bomo rekli, s profesionalnostjo nobene povezave. Zakaj? Bom razložil. Kako to opazimo? Na zelo preprost način. Običajno, ko si ženske rišete, oblikujete črto, linijo pod očesom, redko kdo ve, da širina te linije vpliva na dolžino nosu. Medtem ko pa širina mostička ustnice vpliva na širino spodnjega dela nosu. To je čisto neka osnovna zadeva, ki lahko nevesto povsem spremeni in če nekdo tega ne obvlada, ki to dela, dejansko ustvari ravno kontraučinek. Namesto, da bi nos, v primeru, da je kratek, podaljšal, ga dodatno skrajša. Namesto nos, da bi na spodnjem delu ga zožal, ga dodatno razširi. In seveda, zato so neka določena pravila, veste, poročni make-up ni tako enostaven, zato to prepuščamo strokovnjakom, ker točno vedo, kako bodo nekaj ustvarili. Recimo, nekatera nevesta želi biti povsem naravna. Za ustvariti naraven videz se moramo osredotočiti na tako imenovan 3D videz. To pomeni, da se osredotočamo predvsem na center obraza in pravilno določene predele senčimo. Če ne, obraz povsem preoblikujemo. Če obraz namensko preoblikujemo, se pravi, nevesta ni več tista naravna, kot bi želela biti, temveč deluje umetno. Je pa simetrična. Skratka, vidite, pravila na eni strani, želje na drugi strani, vse to je potrebno znati uskladiti. In zato tudi, ko gledate slike, ko gledate revije, je zelo pomembno, kako nekoga naličiti, na kakšen način, kaj mu mi s tem omogočamo. In kar je še najbolj na koncu, seveda, pomembno je pa to, da omogočimo obstojnost samega make-upa, da lahko make-up kot tak zdrži skozi celotno proceduro, ki se izvaja v tistem dnevu in seveda še kaj zraven. Da ni črna nevesta pod očmi. Ampak o nečem razmišljam, kaj pa ženin, se tudi moški kaj odločajo za ličenje? Tukaj sem zasledila eno fotografijo, tukaj je, ko ličite moškega. Kako je zdaj s tem moškim ličenjem? No, ta fotografija je nekaj posebnega, to sem bil, na sliki sem jaz v Cannesu leta 2000, ko smo testirali v bistvu, narejen je bil prototip moškega make-upa in seveda se zadeva kot taka ni kazala nekih najboljših smernic in se je to že takrat, se pravi, potem tudi ukinilo in še danes nimamo make-upa za moške. Tudi za ženine ne pri poroki? Ja, ampak uporabljamo seveda ličila. Aha, si sposodite od žensk. Tako je. Zakaj namreč gre? Moram biti tukaj bolj konkreten. Ja. Gre za to, da določene barve, ki se pojavljajo na obrazu, ni mogoče prikriti. Te barve so 3. Rdeča, vijolična pa modra. Te 3 barve nikakor ni mogoče na obrazu prikriti. Zato uporabljamo komplementarne barve dekorativnih izdelkov, ličila, se pravi, da z njimi te barve neutraliziramo. To je zelo pomembno. In tudi pri ženinih se pojavi, bodi si rdečica, pojavljajo se mozolji, pojavljajo se akne. Preko noči, v zadnji noči se marsikaj zgodi. In zato velikokrat, recimo, jaz sem imel kar nekaj primerov, že tudi nevest, ki so obleko kuple, pa so šele zadnji dan, na dan poroke opazili, da imajo nekje brazgotino. In tako naprej. Skratka, veliko je takih stvari, na katere moramo biti previdni, na katere moramo biti pozorni tudi pred poroko, na same predpriprave,
da smo dejansko potem na dan poroke sproščeni.